Živa družba, spet sem jaz, dobrodošli tukaj v kotičku z imenom Mehika. No, za tiste, ki me ne poznate tako dobro, sem Jana in živim v Mehiki, tole je že moje 11. leto. Preselila sem se sem v leto 2007 v avgustu. Tako da na mojem kanalu lahko najdete tudi kotiček, kjer govorim o Mehiki. Če pa govorite špansko, je pa celo več prispevkov na temo Mehike, tako da lahko tudi tja pokukate, če želite. Tokrat bom govorila o izobraževanju, o šolstvu. Je kar precej razlike med izobraževanjem v Sloveniji. Vsaj kolikor je bilo meni znano do momenta, ko sem se jaz preselila v Mehiko. Ne me za besedo držati. Sem sicer 2-krat potovala v Slovenijo in ne zaradi tega, ker pač ne bi želela, ampak je to ekstremno drag šport. Še zlasti, če imaš dohodke mehiške, pač, ki so neprimerljivo nižji s slovenskimi, tako da nimam prilike preveč pogosto potovati. Ampak pač bom v glavnem primerjala podatke, katere sem še jaz videla, ko sem živela v Sloveniji, s temi, ki jih vidim tukaj v Mehiki. Tule v Mehiki je zadeva takšna, da je najprej prva zadeva, v katero pač lahko pošlješ otroka, je guarderija. Temu bi jaz rekla, da je vrtec. In sicer to traja od 0 let pa do 4 let. Pravim od 0 let zaradi tega, ker mamice imajo tukaj porodniško samo 42 dni. In če nimajo doma, ne vem, tašče, sestre, mame, ne vem, nekoga, ki bi jim pomagal varovati otroka, potem otroka že 42 dni starega odpeljejo v vrtec. No, jasno, da tam poskrbijo za prehrano. Tukaj se reče zgodnja stimulacija, ne poznam, če prevedem, mislim, da bi bilo to ekvivalent slovenskemu izrazu. Pač, da so razne aktivnosti za otroka. In to traja do 4. leta. No, tudi Lisa je šla v en tak vrtec, ker jaz sem pa začela nazaj delati, ko je bila Lisa stara 9 mesecev in pol. Tako da, imela sem sicer priložnost jo tudi videti, kaj je zgodila, ker je to pač se zgodilo doma. Ampak moram reči, da so nam zelo pomagali kako se reče, sieste, s popoldanskim počitkom, recimo, da je imela urnik. Pomagali so nam jo naučiti na kahlico iti. In pomagali so nam naučiti jo imeti pač stike z ostalimi otroci, sodelovati z njimi. In ona že res čisto od majčkega posluša glasbo, pleše, ne vem, riše, vse take zadeve, no, je počela v vrtcu. Čim otrok dopolni tukaj 4 leta, mora iti obvezno v predšolsko vzgojo. To pa ne vem, kaj bi bil ekvivalent v Sloveniji. In je v predšolski vzgoji 3 leta, ko je star 4, 5 in 6 let. No, tudi to je Lisa opravila in to je že kar taka zaresna šola. Seveda so mizice pa stolčki so majčkani, ker so tudi otroci majhni, ampak oni uporabljajo že zvezke, knjige in podobno. Recimo Lisa je imela že prav predmete. In sicer je imela, pripomočke šolske smo pa take hecne morali prinesti, zvezke, ovite, pa s črtami narisanimi. Potem hula hop, potem kolebnico, šah, barvice, razne plastelinčke pa tako naprej. Prvo leto so imeli vse računalništva, se pravi glasbo, šah, in imeli so že tudi španščino, matematiko, angleščino v tej šoli. No, Lisa hodi v zasebno šolo. In sicer, ampak je zasebna šola, ki ni tako draga. In sicer zaradi tega, ker so skupine otrok tukaj manjše, sicer letos je Lisa v skupini otrok, jih je 22, to je kar velika številka, no, za zasebno šolo. Javne so med 30, 40 in tudi do 50 otrok je. In tudi v zasebnih šolah bolj pazijo otroke, no, pač manjša možnost bullyinga je, bolj poskrbijo zanje, no, pač bolje jih pazijo, no, zaradi tega jo pač pošiljamo v to zasebno šolo. No, v 2. razredu predšolske vzgoje je pa že imela dodano tudi računalništvo in v 3. tudi. Tako da je ona v 3. razredu predšolske vzgoje, je Lisa že poznala vse velike črke, poznala je številke, mislim, da je ona znala že šteti tam nekje do 50, če se ne motim, neke angleške besede je že znala.
živali so se že učili, je znala rastlinojedce, mesojedce, vsejedce, ne vem, različne zadeve, no, so jo že učili. No, ampak kljub temu, da se veliko dela, da je bilo veliko sedeč, pa tudi naloge imela, ampak kljub temu, da je pač veliko bilo dela sedečega, so jih tudi veliko kar na dvorišče odpeljali, grozen veliko plešejo, moram reči, da ima šola, recimo od predšolske vzgoje naprej, da ima vsako leto 3 prireditve. Ena je za božič, ena je za prvi pomladanski dan, ena je pa v zaključku šolskega leta in vsakič otroci plešejo. In tule res cela Mehika pleše in zaradi tega ni čudno, da so taki plešočki. Jaz se ne spomnim, razen za na valeti, pa potem za maturo, jaz nisem nikoli v življenju plesala v šoli. No, tukaj pa nekaj najbolj običajenega, da se pleše in vsi plešejo, vedno plešejo in sodelujejo. No, potem, ko so stari 6 let, ta predšolska vzgoja je že z zakonom, po zakonu obvezna. Če ti otroka ne pošlješ v predšolsko vzgojo, kršiš zakon. Kršiš otrokove pravice in te lahko prijavijo. Potem je pa osnovna šola, se tukaj reče primarija, je od 1. do 6. razreda. Imaš spet veliko variant. Eno imaš javno, kjer te ne učijo angleščine, nobenega tujega jezika te ne učijo, pa so velike skupine, pa manj pazijo otroke, pač več je lahko več je bulinga lahko, no. Potem so zasebne šole, take klasične, v kateri je Lisa, in recimo ona ima 2 uri angleščine na dan, ostalo ima pač tovarišico za španščino in ima matematiko, španščino, SND, potem ima formacion civica, bi se to reklo tako kot neko vzgoja, državljanska vzgoja, nekaj v tem smislu, no, ampak pač jih učijo o vsakdanjih stvarih, ne vem, ena od tem je bila recimo nevarnosti doma, kakšne nesreče se ti lahko zgodijo doma, na primer. Potem ima glasbo, likovne vzgoje zanimivo nimajo, telovadbo imajo samo enkrat na teden in to je bolj kilova telovadba, ker sploh nimajo telovadnice, to imajo kar na dvorišču, če dežuje, sploh ven ne grejo, to je pač, za telovadbo mora človek izven šole poskrbeti, no, to ni zdaj neka cvetka. Pa računalništvo ima. No, in tak pouk ima od 1. do 6. razreda. Zdaj je neka tendenca v Mehiki, in sicer šole želijo certificirati angleščino s Cambridge certifikati. Zdaj tako moram reči, no, zdaj tovarišice niso, kakšne imajo res take, da ne veš, a te španščino uči ali te angleščino uči, ker za začetek imajo slabo izgovorjavo, pa tudi nimajo nekega dosti dobrega nivoja, no, tako da bomo videli, kako bodo kaj uspešni s temi certifikati, ampak pač na ta način želijo privabiti stranke. No, potem je poleg teh klasičnih zasebnih šol so pa še posebne, kot na primer Montessori ali pa Waldorfska šola, mislim, da je Waldorfska, če se ne motim, sem slišala, da je tudi v Sloveniji, ki se pa bolj prilagodijo otroku, pač poskusijo tiste kvalitete z njih potegniti, prilagodijo ritem in hitrost poučevanja otroku. No, to se tudi da, te posebne šole pač tukaj izbrati za otroke in jasno, je to tukaj šola za vsak žep, tukaj so v takih, ne vem, osnovnih cen, takih astronomskih, za astronavte verjeten. No, po 6. razredu osnovne šole je pa jasno zaključek in to je cela velika fešta, ker se pripravi pač veliko praznovanje. Je pa sekundarija je pa 3 leta. No, sekundarija je pa pač nadaljevanje osnovne šole, jaz bi rekla, da je drugi del osnovne šole in se enostavno nadaljuje z istimi predmeti. Mislim, da se v določenih primerih še kemijo doda, pa biologijo, nisem čisto sigurna, če tudi fiziko. Veliko imajo potem raznih dejavnosti, recimo, da lahko ti izbereš različne dejavnosti, lahko likovno umetnost, lahko plesno, lahko kakšen inštrument, ampak to je zelo različno od šole do šole, no. To bi rekla, da je ekvivalent osnovni šoli Slovenije. Potem je pa preparatorija je pa po špansko pomeni priprava, je pa spet potem 3 leta, je pa srednja šola, bi jaz rekla, in ni to nič, ni nobeno usmerjeno izobraževanje, to je vse še vedno splošno. Tako da se tam pač pripravljaš pač potem na vstop na univerzo in imaš spet javne in zasebne in spet za vsak žep. In niso nič specializirane za, ne vem, recimo ni nobenih poklicnih šol, če ti želiš, ne vem, biti frizer, ne vem, greš lahko, mislim, da moraš imeti vsaj sekundarijo narejen in potem greš lahko kar odpreš frizerski salon in upaš, da ti bo kakšen
pogumnež prišel tja, da ga boš postrigel, ali pa greš na kakšen tečaj, kjer te tega naučijo, ne. Ni kakšnih posebnih šol za to, se mi zdi. Takole. Diego, una pregunta. Si quieres arreglar los coches, ¿hay escuela para hacer eso? ¿Hay cursos o cómo aprendes eso? Sí, mecánica. Pero, ¿cuál es? ¿Secundaria o qué es? ¿O es un curso? Es un curso. No, sem vprašala recimo za avtomehanika, kako je, in prav, da je en tečaj, ne, in da ti pač enostavno greš v tečaj. Tako da ja, je zelo drugačen način kot v Sloveniji, moram reči, da je zelo zanimiv. In mene je zelo presenetilo, no, v velikih zadevah. Predvsem me preseneti to, kako take majčkene škratke že s knjigami zasujejo, iz znanji zasujejo. In moram reči, da na primer Lisa zdajle končuje 1. razred, mi bomo končali 1. razred zdajle 7. julija. Imamo majčkeno daljše šolsko leto, pa tudi malo prej začnejo, ampak imamo pa vmes malo več počitnic. No, ona že zna poštevanko od 1 do 3, pa sešteva dvomestna števila in odšteva in podpisuje pod črto in piše in bere tekoče, tako da se mi zdi, da kar, no, da kar pospešijo. In v angleščini so tudi pač kakšno malenkost, dobro, ona majčkeno več pove, ker midva tudi angleško znava, ampak že kar nekaj tudi zna angleščine. Upam, da se vam je zdel zanimiv prispevek. Če vas še kaj dodatno zanima, vas vabim, da pač napišete spodaj komentar. In če se vam je zdela kakršnakoli zadeva zanimiva, bi bila tudi vesela, če jo izpostavite. Se vidimo tukaj ob naslednji priložnosti. Adijo!